Evo, zdaj smo pred Audi Business Live dogodkom, ki je v Celju. Naj bi imeli 80 eksotičnih avtov, vrednih 15 milijonov evrov. Mi smo prišli za light M4-kico, ne? Prvič sem se vozil v M4-ki, fucking piči, stari. Lip kak piči, ne? Nek avto se živuni zbira, ampak najboljše bo da piči v mikro, pogledaj, čekaj pametnega. Evo, zdaj smo v VIP loži, šli smo en krog že narediti okoli avta, smo jih malo pogledali, gužva je nenormalna, ogromno folka, nisem to pričakoval, ker plac je tudi ogromen. Smo pa v Celju, v Celjskem sejmu, ampak gužva polna. Zdaj smo tu na baru vzeli par pijač, nič alkoholnega, zaradi tega, ker sem včeraj praznoval rojsten dan in vrej je bilo, ne? It's your 21st birthday! Happy birthday! It's your 21st birthday! Happy birthday! Da, by the way, če niste videli, 21 let sem star, 20. marca sem imel rojsten dan. Hvala vsem za lepe želje vnaprej. Ko boste v komentarje pisali, ne, povedci. Tako da, kaj smo videli? Urosa Mensori smo videli. Videli smo Lambota za koliko? 700 čukov, 800 čukov, ne vem točno, Revuelto. Če sem prav izgovoril, gled, nisem jaz najjači kargaj imensko, rad imam dober avto, ko se dobro čuje. Pa če kjera lučna punca, not sedi. What? Bro, what are you talking about, man? Anja, tebe mislim, majke. Zdaj, če tu plaz bomo rukli en namizni nogomet, da v Pubecu pokažem, kako mi to delamo v Mariboru. Drugač pa Čagica. Nadaljujemo 21, stari. Nadaljujemo 21 na Audi Business Live eventu. Kaj češ lepšega? Evo, kdo je tu poleg mene? Kaj? Kdo je tu zraven mene? Poleg tebe stoji toti nej Zobram iz Jesenic. Točno to in kam zdaj delala, Pubec? Zdaj bo igrala tudi namizni futbol. Tudi namizni futbol. Namizni futbol je. Skupaj, mama jih? Tak, imamo jih seveda. Tak za ročke držiš pa obročeš, kot da bi roštilju. A ti što je res, da mi ne boš preveč roštilju. Malo zavijem, ampak mi ne gre. Zresti se zdaj, okej? Ajde, kje so playeri? Ja, alo. Pred nobenimo, veš, to je najlažje zmagati. Ajde, rema eno. En gol smo dala. Bija mata še enega. Malo moram švinglat. Kaj te trzaš, mali? Bravo. Ježeš, mali. Ježeš. Taj malo kus po 2, veš, da bi tako. Bravo. Bi malo dobil eno... Ta z kobasami je mesna, ne? What? Reči mi, kdo bo vsa mesna s kobasami? 4 mesna s kobasami. Damn! 1, 2, 3, pa enega imamo še 6, 4, evo, enega smaža. Evo, končno smo dobili pico, ker imamo VIP, smo dobili še zraven kuponček za hrano. Brezplačna pica. Pojedojo bom, pa če nisem več. Tada pol pa še malo pogledati avteke, pa bo čas, da gremo domov, ker že tema. Dečki, ste zdaj videli avto za $500 000 evrov. Tu pred nami je KTM avto. Prvič slišim, nisem vedel spod, da oni delajo avte, mislil sem, da so bolj v motorjih, v kolesih, pa teh zadevah. Ampak avto je $500 000, je pa eden izmed 100.
Tada ful redki avto, kamerman mi je rekel, da tega avta po vse verjetnosti nikoli več življenja ne bom videl. Tada, če ste bili na tem eventu, ste imeli eno veliko srečo, vi je ta hudo redki avto. Je pa drugače skoraj celi v carbon fiber, tada avto je po moje kar lahki, pa piči ga ko pes. Na eventu naj bi bilo več kot 100 avtov, prvo so mislili, da jih je 80, bolj jih je več kot 100. Gled tega GT RS trojko, jaz sem ful rad Porsche, ampak glej kaki vrat ima, pa kake rimse ima, oziroma kolesa, feltne bi temu rekli. Ampak kaj imate vi rajši, stare Porsche ali nove Porsche? Ker tu imamo tudi pol, mislim, to R8, naj bi bil V8 ali V10, to točno ne vem, nisem taki veliki karga, ne spoznam se tako hudo dobro. Pravijo, naj bi imel ta avto isto mašino kot Lamborghini, pač V10, zdaj ne vem, če je to res, to me vi v komentarje povejte. Tada bila je kar lepa kombinacija nekih novejših, modernih avtov, pa nekih starejših. Mislim, da je čas, da gremo mi pogledati najjačji avto na tem eventu in to je Lamborghini Revuelto, ki naj bi imel 1015, cirka 1000 konjev, pa vreden bi bil, mislim, da cirka 800-850 tisoč evrov. To je fucking cela bajta. Upam, da še je tu. Ja, slaba novica, avta več ni, je šel z eventa, mogoče boljše, ampak vidite te rumene moške za mano, dejansko ta varnostnik je stal poleg avta, zaradi tega, ker je avto toliko vreden kot par stanovanj v Mariboru. Noro bolan avto, slišal sem ga, ko ga je vklopil, tada kar glasen je. Potem pa mi je en pubec spustil, da se vsedem v Porschea GTS, prvič sem sedel v takem Porscheu. Pač jaz vozim navadnega Peugeota, teda nijem taki experience kot on, ampak avto je bolan. Ja, to pa bi bilo za med. Imagine, stari, drivaš zvečer, kaj si ti nor? Eni se vozijo v dobrih avtih. Drugač pa, če bi radi videli en content, ko se jaz posodim, kako M3, a pa kaj takega, če mogoče dobim, stisnite like, gremo do 1000 lajkov, da pokažem to neki avto hiši ali pa rental car hiši. Ajde, zapri, jaz pa pičim, zdaj domov v Mariboru, no. Me pa zanima za vse tiste, ki ste bili na eventu, kateri je bil vaš najljubši avto tam? Pač jaz sem ful rad Porsche, tada mogoče tisti GT3 RS, ki je imela tisto rožo gor, ki zato moraš imeti kar jajca, da si daš taki vrep. Ali pa res KTM avto, to nisem še nikoli videl, pa zgleda bolano. Ti pa tvoj najljubši avto, ki je bil na eventu, zapiši v komentar, pa upam, da ni neki Golf ali pa Renault RS. Evo, to pa je to, dečki, če ste zamudili ta event, priporočam, da prijete še naslednjo leto zraven, ker jaz sem se imel hudo fajn z mojimi kolegi. Še enkrat se opravičujem zaradi mikrofona, ne vem, kaj je šlo narobe, res moram neki mikrofon nabaviti, ki s tem ne bom imel probleme, ker jih imam prevečkrat. Upam, da ne zamerite, ampak uživajte, subscribajte se, ne pozabite iti na moj Instagram in TikTok profil Jack on the Box Slow. Pa še enkrat najlepša hvala Audi Business Live, da ste me povabili na ta izjemen dogodek. Uživajte, pubeci, se vidimo. Bi malo dobil eno, ta z kobasami je mesna, ne? Ja.